spoštovani načelnik tedanjega republiškega štaba teritorialne obrambe med slovensko osamosvojitveno vojno, generalmajor Janez Slapar, gospe in gospodje, ki obeležitev državnega praznika spremljate preko neposrednega prenosa v živo. Lepo pozdravljeni v predsedniški palači, kjer bomo danes na razmeram primeren način obeležili državni praznik Dan suverenosti. Državne praznike v predsedniški palači tradicionalno praznujemo na dnevih odprtih vrat, ki na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja neprekinjeno potekajo od leta 2013. Zaradi razmer državni praznik tokrat praznujemo na drugačen način in zato se je predsednik Republike odločil, da namesto obiskovalcev v palačo povabi generalmajorja Janeza Slaparja in brigadirja Roberta Glavaša, s katerima bodo ob dnevu suverenosti nagovorili državljanke in državljane ter Slovenke in Slovence doma in po svetu. Spoštovani generalmajor Slapar, vljudno vabljeni k besedi. Spoštovani predsednik, spoštovani načelnik generalštaba Slovenske vojske, spoštovani. Petek, 25. oktober 1991 je bil s strani Republike Slovenije določen kot zadnji dan za umik jugoslovanske armade s slovenskega ozemlja. Bil je lep, sončen in za konec oktobra prijetno topel dan. Na poletu s helikopterjem v Koper sem spremljal ministra, namen poti je bil ogled in nadzor natovarjanja zadnjih transportov jugoslovanske armade na ladji. V koprskem pristanišču je operativne postopke vodil dr. Boris Žnidarič, predstavnik Ministrstva za notranje zadeve, varovanje pa so zagotavljali pripadniki teritorialne obrambe. Kljub časovnemu načrtu je transport jugoslovanske armade zamujal. Na povratku iz Kopra, nekje blizu Sežane, je bila dolga kolona vozil jugoslovanske armade. Transport je bil opremljen z jugoslovanskimi zastavami, izgledalo je, kot da gre za vojaško kolono, ki slavi zmago, ne pa za transport v Sloveniji poražene armade. Popoldan sem upravil obisk v Dolenjski pokrajini. S poveljnikom, takrat polkovnikom Albinom Gutmanom, sem si ogledal vojašnico Cerklje ob Krki, ki jo je jugoslovanska armada zapustila v jutranjih urah. Žalosten pogled zaradi nereda in umazanije. Vtis je bil, da jugoslovanska armada objekta vojašnice ni zapustila organizirano, temveč v naglici, uspelo ji je uničiti ali poškodovati vrsto opreme puščene v objektih. Zvečer sem obiskal poveljstvo pokrajinskega štaba za teritorialno obrambo v Ljubljani. S polkovnikom Janezom Lesjakom in člani njegovega štaba smo v prijetnem in sproščenem pogovoru obudili spomine na dogodke preteklih mesecev. Nekaj čez polnoč so se v Ljubljani in drugod po Sloveniji oglasile sirene. To je bil dogovorjen znak, da so še zadnji pripadniki jugoslovanske armade zapustili slovensko nacionalno ozemlje. Dopoldan je bila ob 11. uri v Luki Koper načrtovana slovesnost ob odhodu zadnjega vojaka jugoslovanske armade iz ozemlja Republike Slovenije. Besed, ki sem jih izrekel na poročanju predsedniku predsedstva Milanu Kučanu, se še danes spominjam. Glasile so: predsednik predsedstva Republike Slovenije, z odhodom zadnjih vojakov jugoslovanske armade je bojna naloga, ki je bila obrambnim silam Republike Slovenije dana ob agresiji na našo domovino 27. junija letos, izvršena. Na naši zemlji ni več nobenih tujih vojakov. Svobodo in suverenost varujejo naše sile. Pot do zagotovitve svobode in suverenosti pa je bila naporna. 27. junija 1991 je jugoslovanska armada
izvedla agresijo na Republiko Slovenijo, začeli so se vojaški spopadi, ki so 7. julija ob posredovanju Evropske trojke privedli do Brionskega sporazuma, s katerim so se bojne aktivnosti prekinile. Za Brionski sporazum pa moram reči, da za nas v obrambnih silah ni predstavljal priznanja zmage dosežene v spopadih z jugoslovansko armado. Sporazum je predvideval vračanje v prejšnje stanje pred začetkom spopadov. Kljub dejstvu, da je 18. julija predsedstvo takratne Socialistične federativne republike Jugoslavije sprejelo odločitev, da se jugoslovanska armada iz Slovenije umakne v 3 mesecih, napetosti niso izginile. Kaj lahko bi prišlo do obnovitve spopadov? Misija opazovalcev Evropske unije, ki je avgusta začela z delom, je imela nalogo udejaniti Brionski sporazum in omogočiti umik jugoslovanske armade iz območja Slovenije s vsemi silami in sredstvi, ki jih je imela pred začetkom spopadov, kar je bilo v praksi povsem nemogoče. Tudi naše trditve, da bodo sile in sredstva jugoslovanske armade premeščene v Bosno in Hercegovino ter na Hrvaško, kjer je bilo pretežno srbsko prebivalstvo in kjer so se spopadi že izvajali, jih ni prepričala. Zanimal jih je le odhod iz ozemlja Slovenije. Načrt, ki ga je pripravila jugoslovanska armada 8. avgusta, je predvideval, da se enote in poveljstva premestijo do 5. septembra leta 1991. 16 poveljstev in enot od 30 naj bi se po tem načrtu premestilo v Bosno in Hercegovino, predvsem na območja s pretežnim srbskim prebivalstvom. Premiki enot so bili načrtovani kot motorizirane kolone in vlakovne kompozicije. Spopadi na ozemlju Hrvaške in napadi na železniške transporte so umik upočasnile in že kmalu, 15. avgusta, je mešana komisija Republike Slovenije in 5. vojaškega območja ugotovila, da umik jugoslovanske armade v predvidenem roku ni možen. Umik jugoslovanske armade se je časovno zamaknil. Še vedno bi lahko prišlo do oboroženega spopada v omejenem obsegu, zaradi tega smo podaljšali ukrepe za zagotavljanje bojne pripravljenosti v teritorialni obrambi. 18. oktobra je bil na odločno slovensko zahtevo sprejet dogovor, ki je predvidel, da se preostanek jugoslovanske armade umakne, in sicer polovica najkasneje 21. oktobra, preostanek pa do 25. oktobra. Dan suverenosti Republike Slovenije je tako dan, ki se ga je prijetno spominjati. Članstvo v globalnih zvezah, kot so Združeni narodi, Evropska unija in NATO, da omenim le nekatere, pomeni tudi prenašanje dela suverenosti na te institucije. Le te organizacije pa so lahko uspešne le toliko, koliko resne in zavzete so odločitve članic za izpolnjevanje skupno dogovorjenih zavez in prenešenih obveznosti oziroma pristojnosti. Slovenska vojska, ki jo imamo danes, je nastala iz teritorialne obrambe, ki se je kalila v vojni. Skupaj s takratno milico in ob podpori civilne obrambe in prebivalstva Slovenije je zagotovila, da danes lahko praznujemo. Slovenska vojska pa potrebuje nadaljnji organizacijski ter kadrovski razvoj in modernizacijo. Pozdravljam odločitev, da se z zakonom zagotovijo finančna sredstva za investicije in modernizacijo Slovenske vojske. To moramo storiti predvsem zaradi sebe. Zgodovina nas uči in izkušnje kažejo, da se je treba v kriznih razmerah opreti na lastne sile. Menim,
da pobuda za referendum glede investicij v Slovensko vojsko ni sprejemljiva, je povsem odveč in žale pripadnike Slovenske vojske. Slovenska vojska je bila predolgo finančno podhranjena. Tudi zaradi zgodovinskih zaslug jo imejmo radi in zagotovimo ji nujna finančna sredstva. Prijeten dan suverenosti vsem in hvala za pozornost.